Že dalj časa se je napovedoval v političnem prostoru, da je jesen tisti čas, ko naj bi začeli se pogovarjati tudi o ustavnih spremembah. Zdaj jesen se nezadržno približuje, september je tukaj, mandat tudi teče in v Novi Sloveniji smo se tudi na našem posvetu in seveda preko poletja podrobno pozabavali s tem, kakšne ustavne spremembe Slovenija potrebuje in kaj je tisto, kar je Nova Slovenija pripravljena podpreti. Jasno nam je, da za ustavne spremembe potrebuje 60 poslanskih glasov, da te ustavne spremembe brez podpore Nove Slovenije koalicija ne more izpeljati, tako da se tukaj zavedamo svoje vloge in tudi svojo vlogo nameravamo konstruktivno odigrati, kar pomeni, da bomo vnaprej jasno povedali, katere so tiste ključne ustavne spremembe, ki jih je Nova Slovenija pripravljena podpreti. Seveda pa potem odvisno od političnih dogovorov, ali bo glede teh sprememb, ki jih Nova Slovenija podpira, tudi ustrezna ustavna večina za to, da se tudi zgodijo. Kot prva ključna točka, ki smo jo izpostavili, je zagotovo to, da želimo izboljšati naš volilni sistem. To pomeni ga poenostaviti, narediti bolj jasnega in ljudem dati večjo možnost pri odločanju, kdo bo dejansko izvoljen za poslanca. Zato predlagamo, da se iz sedanjih 8 volilnih enot ta stvar poveča na 18 volilnih enot in da bo vsaki izmed teh 18 volilnih enot izvolimo 5 poslancev, kjer bi ga na listi ene stranke ljudje praktično sami izbrali, kdo izmed teh 5 predlaganih je tisti, ki je njim najbližji. S tem bi poskrbeli predvsem za to, da bi bili vsi deli Slovenije enakomerno zastopani. Tukaj odgovarjamo tudi na tiste kritike nekaterih, ki so bile izpostavljene pri ukinitvi volilnih okrajev, da samo 8 volilnih enot pomeni, da morda nekateri deli Slovenije ne bi imeli svojega zastopnika. S tem ta problem odpravljamo, torej 18 volilnih enot, v katerih se voli 5 poslancev in na takšen način zagotovimo sorazmerno zastopanost in pa tudi odločilen vpliv samih državljank in državljanov na izvolitev. Potem drugo pomembno področje je državni svet. Tukaj smo pripravljeni na več različnih variant. Lahko se dogovorimo tudi za ukinitev državnega sveta, lahko se dogovorimo za preoblikovanje državnega sveta. Smo pa na stališču, da s takšnimi pristojnostmi, kot je danes, je na nek način slepo črevo naše demokracije in zato sta možnosti dve. Ali se vloga in pristojnosti državnega sveta okrepijo, ali pa se ga enostavno ukine. Potem tretje pomembno področje je imenovanje ministrov. Zdaj je sistem takšen, da imamo v nekem trenutku 2 predsednika vlade, nekdo, ki je še z vlado, pa je v odhajanju in drugi, ki je v prihajanju, vendar brez vlade. Zato se nam zdi ključna poenostavitev tukaj, da bi dal pri glasovanju predsedniku vlade, s tem tudi glasovanju v celotni vladi in s tem, ko bi bil izvoljen predsednik vlade, bi bila v celoti izvoljena tudi vlada. Kar pomeni, da bi samo imenovanje ministrov, seveda na predlog predsednika vlade, opravil predsednik republike in ne več državni zbor. Potem četrta stvar, ki jo želimo popraviti, je imenovanje sodnikov. Če rečem, da smo imeli zakonodajno vejo oblasti, izvršilno vejo oblasti, ki sta šli obe dve od osamosvojitve dalje preko tranzicije in številnih sprememb, je pa sodna veja oblasti praktično tista, ki ni šla preko neke resne tranzicije, tudi ko se je Slovenija osamosvojila. Zaradi tega mi predlagamo prvič poskusni mandat sodnikov, drugič, da po zgledu številnih drugih demokracij in zahodnih držav imenovanje sodnikov upravi predsednik republike, ne več državni zbor. In tisto ključno, kar se nam zdi pomembno, spremembo sodnega sveta, kjer v sodnem svetu ne bi imeli več večino sami sodniki, ampak bi bila sestava takšna, da sodniki bi bili še vedno v sodnem svetu prisotni in ne bi pa imeli večino. S tem, da bi preprečili, da praktično imenujejo samo sebe in to je bil pomemben korak k večji demokratičnosti in, če želite, tudi transparentnosti. Potem sta pa
še dva sklopa sprememb, ki jih predlagamo. Eden je tudi vsebinske zelo narave, spremeniti vlogo ustavnega sodišča, da se resnično ukvarja samo z bistvenimi stvarmi, z ustavnimi presojami o tem, ali je neka stvar ustavno primerna ali ni, ne pa z vsemi drugimi detalji, s katerimi se danes ustavno sodišče zasipa in potem se na ključne odločitve čaka več mesecev, v nekaterih primerih tudi več let, kar seveda hromi naš sam sistem, politični sistem in celotno našo demokracijo. In potem je še en tak tehnična sprememba, da morajo biti vsi predpisi, torej tudi lokalni predpisi objavljeni v uradnem listu, seveda v elektronskem uradnem listu. To je, bi rekel, generalen sklop samih sprememb, ki jih predlagamo. Mi smo, kot sem dejal, te stvari že v stranki predebatirali. To so stvari, ki imajo podporo Nove Slovenije. S tem se bomo šli pogajati za sedanjo koalicijo, ki je skupno presečišče 60 glasov, kaj je tisto, kar ima dvotretjinsko večino, da potem lahko vložimo in tudi pridemo do nekih ustavnih sprememb. Zagotovo pa po 30 letih Slovenija potrebuje tudi osvežitev na ustavnem področju, da bo Slovenija pripravljena tudi za vse izzive, ki jo čakajo v 4. desetletju.